Ok, dobil sem vprašanje, kire filme sem gledal letos. Moram reči, da sem jih bolj slabo gledal, ampak ajde, dajmo probati. Na prvo mesto bi po mojem postavil Ena bitka za druga, One Battle After Another, predvsem zaradi igre Seana Penna in pa tistega avtomobilskega lova na koncu. Če ne zaradi drugega, se zaradi tega splača gledati ta film. Drugo mesto, po mojem, Fiume o Morte, zgodba o Gabrielu D'Annunziu, to je tisti protofašist, ki je zavzel reko in tam izumil celo estetiko fašizma, črne srajce, rimske pozdrave in tako naprej. Tega še vedno, po mojem, lahko vidite v Kinodvoru. Kar sem si najbolj zapomnil, je pa Mussolinijeva anekdota, ko se D'Annunzio vrne v Italijo, v naročje režima, ki ga sam pomaga ustvariti. Mussolini reče: z D'Annunziom je tako kot z gnilim zobom, lahko ga izpuliš, lahko ga pa obliješ z zlatom. Odločil se je za slednje. Tretji film, ki bi ga izpostavil, je Dune, dvojka. Jaz sem gledal v srednji šoli, mislim, celo to Lynchovo filmografijo. Dune sem po mojem gledal ene 5-krat, zaradi tega, ker mi bila tako blazno všeč atmosfera, ta mal hipnotična atmosfera tega filma. In moram reči, da pri novem Duneu, sploh pri drugem delu, je to še majčken boljš. Tako da to mi je blazno ostalo v spominu. Na 4. mesto bi dal 2 slovenska, Vzornik Nejc Gazvoda in pa Ida, ki je pela tako grdo, Ester Ivakič. Na 5. mesto bi pa mogoče izpostavil francoskega igralca Alaina Delona, ki je predprejšnje poletje umrl in od takrat počasi gledam njegove filme. Nazadnje sem gledal Le Samuraj oziroma Bledolični ubijalec po slovensko, mogoče ga še vedno najdete v arhivu RTV. Ta film je bil pa super, ker je hkrati film, tak eksistencialističen film o totalni samoti in pa o totalni disciplini, ki je sestavljen, ritem ima kot partija šaha oziroma mogoče še boljš kot kakšna azijska borilna veščina s katami. Skratka, priporočam Le Samuraj.